V prebranih celicah beremo knjige, ki imajo znak za kakovost Zlata hruška. V današnjih prebranih celicah sta Jasna in Maj brala knjigo Timbuktu, Timbuktu avtorja Petra Svetine in ilustratorja Igorja Šinkovca. Me prav zanima, kaj je to Timbuktu, Timbuktu oziroma kje je Timbuktu, Timbuktu ali pa mogoče kdo to je. No, kmalu nam bo vse jasno, saj se mi je pri branju knjig pridružila Jasna. Timbuktu, Timbuktu je brala z Majem. O potki, ki jo je zebla. Bila je potka, ki jo je zebla. Zebe me, je rekla in se zapela. Od levega do desnega roba se je zapela. Kje pa je potka? So se spraševali otroci, ki so šli iz šole. Pred njimi je bil en sam prostran travnik. Tole je čudovita kratka zgodba iz knjige Timbuktu, Timbuktu. Danes jo bereva z Majem. Že prej si mi zaupal, da je to tvoja najljubša. Meni bi bilo težko izbrati samo eno. Zelo dobro se spomnim zgodbe o tem, kako baobab s koreninami drži svet, da se ta ne odkotali v vesolje, ali pa naprimer, kako avto viha brke, ko ga prehitimo. Katera je bila še tebi všeč? Jaz jih imam veliko takih, ko so mi všeč. Samo ene izmed tistih, ki so mi bolj všeč, pa so naprimer o kokoški, ki zoba vesolje, o morskem psu, ki je pil heja-ho. Veliko takih kratkih, bistroumnih zgodbic je v tej knjigi, ampak najbolj pa sem se spraševala, kaj je sploh to Timbuktu. In zato sedaj v najini družbi pozdravljam avtorja Petra Svetino. Peter, pozdravljen, a je to res kraj v Afriki? Pozdravljeni. Timbuktu je zlasti mesto v zdajšnji državi Mali v Afriki, na zahodu Afrike, to pod Saharo, na južnem delu Sahare. To je bilo včasih mesto učenjakov in enega strpnega pogovarjanja med njimi. Pri meni, v moji domišljiji ali pa v moji glavi je pa to zlasti ena beseda, ki se strašno simpatično sliši. Timbuktu. Peter je v tej knjigi združil pojme, ki so med sabo na prvi pogled nezdružljivi, različne osebe, predmete. A je to kaj vzpodbudilo tvojo domišljijo? Sedaj svet vidiš malce drugače mogoče? Ja, nekako res. Vsakič, ko dežuje in potem nastane orožje, si predstavljam, če so kakšne velike seveda, da je notri kit. Ali pa naprimer, ker imamo doma velike skodelice, iz katerih mama pije kavo, si predstavljam, da plava v kavi. Maj, po branju te knjige domišljija kar buhti iz tebe. In po tej knjigi se res zdi vse nemogoče mogoče. Timbuktu, Timbuktu je zbirka zgodbic, v kateri včasih nastopajo nepričakovani liki. Kateri glavni liki prevladujejo v kratkih zgodbah, ki so všeč Maju? A. Ljudje, B. Živali, C. Predmeti ali D. Nebesna telesa. Kako boste odgovorili? Aha, obe ekipi pravita, da glavni liki, ki prevladujejo v zgodbah, ki so všeč Maju, da so to živali. Pravilen je torej odgovor B. Živali. Obe ekipi sta odgovorili pravilno, a veste, kaj je to? Dord.